Nice. Zdaj bova počakala ljudi, da se nama priklopijo. Ja, boš mogel ti gledati, jaz ne vidim. Ok, gledam. A ni lep dan danes? Ful je lep dan, Res je lepo. ful je lep dan. Super. Pripravlja se za jutr. Hej vsi, Hello. živijo! Pridno se nabirate, živijo, evo. Bomo kar začela, ja. Najboljš. Najboljš, Ja. da ne bomo predolgi. Torej, živijo, moje ime je Sara in z mano je danes Nejc. Z mano je pa. Sara, si že Sara. povedala, ja. In danes smo se dobili tukaj na klepetu, zaradi tega, ker jutro ob 12. razglasimo imena letošnjih finalistov in finalistk slovenske note in zato, da bomo ogreli ozračje za jutr, smo se danes tukaj dobili, da bomo poklepetali z lanskimi, a ne? In sicer danes se nam bodo na live pridružili Laura Menard, Denis Strap, Samantha Maja, Manca Mihelin, Katja Brcar in Ninaj in Natalija Cerar. Jaz predlagam, da kar začnemo, Ja, najboljš. se strinjam. In prvo bomo sprejeli Lauro Menard. Aha, Laurice še ni, bomo še mačkam počakali kakšno minutko, tako da morava zdaj malo small talkati takrat. Okay. Kako si, Sara? Pa v redu, super, res krasen dan ti. Tudi zelo super. Kakšni se ti zdijo finalisti, finalistke letošnje slovenske note, ki si jih zdaj že spoznala? Ja, mislim, jaz res komaj čakam na tole septembra, oziroma vse to dogajanje, ker so res, pesmi so super, finalisti še bolj, tako da jaz res komaj čakam, da se to jutri uradno začne. Začnem, top. Tudi jaz v bistvu komaj čakam letošnje leto, da se v bistvu nota končno začne, sploh ker je ta korona čas. Kaj, če bi mogoče Lauro preskočili, pa šli na Denisa, pa se pol na Lauro vrnemo, ker po mojem Laura smo glih na storiju videli, da nekaj še je. Je. Denis, če si pripravljen, bi mogoče kar s tabo začela, ok? Tako da se priprav, te bom pa dala noter. Je že Laura prišla, ok. Sva prehitela. Ok. Aha, Denis Strap joint. Aha. Čakamo sekundico. Hej vsi, živijo. Što tehnologija? Tehnologija, le, malo mora pomagajati. Tako. Bi pa mogoče kar z Lauro No začela. pa, vse. Ne, koliko je bilo po planu. Čakaj. Hej! Čakaj, da se postavim, ker nisem doma in zdaj sem iskala dober Wi-Fi. In Z veseljem sva te počakala. A je bila dobra torta? nisem pa povedala. Evo, Laura, povej. Ful dobra, res. Zdaj moram Uste si nama ful hvaliti, ker spodaj poslušajo, tako da ja, ful je bila dobra, ful. Odlično. Povej, Laura, kak si? V redu, pa vidva. Super, odlično. Vesela sva, da te vidva in vse tvoji ljudi živijo vsem in sva ful vesela, da te imava tukaj na live. Hvala, da si prišla. Ja, hvala za povabilo. Povej, Laura, kaj se ti kaj dogaja v življenju? Kaj delaš zdaj trenutno, kaj je? Kaj se mi dogaja v življenju? Ja, pač letos sem se zaposlila, sem končala faks. Mislim, moram še magistrirati, ampak načeloma je to. Tako da učim v podaljšanem bivanju, v jutranjem varstvu in pa zbore od 1. do 9. razreda. Dala sem nov komad, predvčerajšnjem, Prekleta so jutra, ki je v bistvu nastal v sodelovanju z prejšnjo ekipo, že malo prenovljeno, pa malo zamenjano, ampak načeloma osnova je ista. Ja, kaj še? Ne vem. To je tisto stavno zaenkrat. Jutri ob 12. razglasimo nove finaliste slovenske note, tako pa povej, kakšne imaš ti spomine na slovensko noto? Na slovensko noto, to je bilo fajn, drugače lepi spomini. Jaz sem se v bistvu na slovensko noto prijavila čistko. Videla sem glas na Instagramu. Prvič sem slišala za slovensko noto, takrat je bila še bolj nova, kaj je bila to 2. ali 3. sezona celo. Tretja. Tretja, a ne? Tako da ja, potem nekaj grem probat, zakaj ne.
Mislila sem si, ok, itek pač ne bom neki sprejeta ali neki, ampak pol je bilo v bistvu ful fajn in na audiciji in vseh drugih nastopih in pol na glavnem nastopu, na koncu na finalu pač je bilo ful dober. Tako da zaenkrat me spremljajo res lepi spomini. Spoznala sem polhen enih ljudi, polhen enih pevk in pevcev, s katerimi smo še danes včasih v navezi. Samantha Majo se dostkrat, tudi v njenem bendu sem včasih malo pomagam backup in take stvari. Z Nino, ki bo danes tudi z nami, Ninaj. Pa še z mnogo drugimi, ki pač smo na vezi na vsake toliko. Tako da ja, definitivno dobra izkušnja. Ful lepo in ful sva vesela, da bomo v bistvu danes tak krog naredili od 5 let, da smo družba. Ko si imela svoj komad, Prekleta so jutra, glih prej sva džemala, sva ga poslušala, ko sva se pripravljala, sva si pisala vprašanja in naj zanima, zakaj so jutra prekleta? Zakaj mi to sprašujete? Ja, ne vem. Mene je to že vprašal nekdo. Zdaj sicer besedila nisem napisala jaz, besedilo je napisal Rok Lunaček. Tako da mogel njega vprašati, zakaj so njegova jutra prekleta, ampak moja jutra zaenkrat niso prekleta. Zdaj, če kdaj bojo, ne vem. Upam, da ne. Ne vem, mislim, da je to vprašanje, ki si ga mora postaviti vsak zase. Super, pa by the way, čestitke za 3000 ogledov. Druge številke, ne vem, da je 3000, druge številke pa se nisem zapomnila, ker zelo hitro narašča. Tako da nama je pesem ful všeč in v bistvu vsi, ki ste se zdaj pridružili, vabljeni, da si Laurino pesem prisluhnete, ali? Ampak Prekleta so jutra pa ni tvoja edina pesem, imaš še Kakor solzi po morju in Življenje je lepo, ki je sicer duet. A lahko poveš mogoče kaj več, kako sta pa ta dva komada nastajala? Kakor solzi v morju je bil v bistvu moj prvenec. Isto podobna ekipa kot zdaj, samo da je bil prej še Alex Valasko, ki je bil takrat tudi v komisiji na Slovenski noti, ne? On je napisal glasbo v bistvu. Je bila pa pisana za melodije Morja in sonca, ki so pol sicer odpadle zaradi korone, tako da ni lih izživela svojega namena, nažalost. Ampak ja, načeloma bolj umirjena pesem. Življenje je lepo, pa se je v bistvu zelo hitro pol zgodil. Mislim, da me je pol ta Damir avgusta, torej mesec kasneje, kontaktiral, da če bi jaz z njim to delala, da ga je Volasko mislim, da je klical Volasko to in Volasko mene predlagal in pa sva se nekako pokonektala in naredila tale komad. Tako da je bilo super, no? Leto, ki so tvoji oboževalci iz tvojega Instagrama, živel sem, pozdravljeni na Slovenski noti. A lahko mogoče vskočam, katera ti je pa najljubša od teh 3 tvojih pesmi? Ali ne bi smela, ne? Izpostav tebe. Najljubša. Najljubša mi je Prekleta so jutra, ker se mi zdi, da Kakor solzi v morju, pač ne narobe razumeti, vsi komadi so mi ful dobri. Se mi zdi, da se najbolj čutim v stilu, ki je Prekleta so jutra. In počas se mi zdi, da dobivam nek svoj slog, ne vem, mogoče eni pevci kar vejo, kaj bi radi, pa kaj bojo delali, ampak jaz pač nažalost nisem ena izmed teh. Jaz rabim dlje časa na splošno v življenju pri vsaki stvari, da enostavno najdem tisto rdečo nit, kaj bi rada in se mi zdi, da počas dobivam to rdečo nit in da vem, v katero smer bi rada peljala stvari. Zato je tudi ta najljubša zaenkrat. So pa vse zelo morske, so ugotovila prej. Tako da so ti melodije Morja in sonca po mojem obstojene. Po mojem enkrat te bomo zagotovo gledali na tem festivalu. Držimo pasti. Ja, ne, se drugač Prekleta so jutra v bistvu ni neka morska, se mi zdi, ampak nekako mi je šla melodija z morsko tematiko. In z neko poletno in so rekli, pa spet morje, sem rekel, ja, spet morje, pač nima res, ima morje, naj gremo v morje, ma naslednjo bomo snemali v gorah. Tvoja ozornica je itak Daniela, ne? Pevka hrvatska. A ni? A si ne bom zapomnil, prosti. Laura, začneš slovenski? Drugače je dobra, ja. Pač, če gremo neke hrvaške pevke gledati, ja, Daniela, Jelena Rozga in podobne, ki so pač take polne, energične in itak mladostne.
tebi podobne. Laura, a boš jutri spremljala, kdo bo finalist pa finalistka Slovenske note 2021? Boš gledala ob 12? 12. Ob 12. pa ne bom gledala. Nažalost ne, ker sem v službi. Ok, si boš pa pol verjetno za nazaj pogledala, ne? Nazaj pogledala, sem mislila, da imate kasneje. Ne vem, zakaj sem imela to v glavi, ampak ne, nažalost. Bom pa Kaj bi pa... gledala, ja. Ok, no in kaj bi mogoče, Laura, glede na to, da si dala slovensko noto čez, sporočila vsem finalistkam pa finalistom letošnje slovenske note? Kaj bi jim sporočila? Kaj bi jim zaželela? To bi sporočila vsem pevcem, ki še niso znani, da so to, kar so. Da pač ne se pretvarjati, ne delati tega, kar ti ni všeč, delaj to, kar ti je všeč, pa v čemer uživaš. Pa tudi, če na koncu ne bo tisto, kar bi ljudje mogoče od tebe pričakovali, pa boš dobil ful nekih komentarjev, ki tebi ne bojo všeč, pač delaj to, kar je tebi všeč. Ne se ozirati na druge, ker bolj, ko se boš... To je ful zlajna tematika, ampak se mi zdi, da pevci ful pridemo do neke točke, ko hočemo ful vsem ulagajati, pa delati tisto, kar bo folk poslušal, pa ne, zakaj? Delaj to, kar ti hočeš delati. Kaj ti pomaga, da boš delal nekaj, kar pač ne boš v tem užival, pa ne? Ful lepo Odlično. sporočilo. Ja. Upam, da smo slišali, a pa da še bolj. Za konec bi te pa sam še vprašala enih par hitrih zabavnih vprašanj, to, kar ti pade na pamet, čisto hiter. Z eno besedo opiš svoje korona leto. Oj, noro. Noro. Kater koncert si v letu 2020-2021 najbolj pogrešala, ki je bil planiran, ampak je bil pol odpovedan? Ne vem. Vse. Vse, ok. Kje si prvič privoščila kavico, ki so bile letos spomladi te omejitve? Čak, da se spomnim. Vem. V Ljubljani, v unem hotelu, ki je za Kolosejem, čisto slučajno, ker sem se z nekom bilo sam tam odprt. In sploh sem še lepo, ker sem se vozila domov, se spomnila, da je to v bistvu prva kava letos. Prva kava po pač koroni. Ok, zdaj pa še čišče za na konc, a bi nam mogoče zapela en del svoje najnovejše pesmi. Surprise! Čisto in ser. Ok. Ojoj, oni dobro slušajo. Ok. Prekleta so jutra, prekleta brez tebe, v posteli hladni izgubljam še sebe. Preklete noči so v sobi ledeni, bojim se zaspati, če nisi ob meni, če nisi ob meni. Pokoronski prvi Instagram koncertič. Laura, ful ti hvala, da si se oglasila. Hvala. Želiva ti res vso srečo naprej in spremljamo tvoje komade in upam, da se vidimo še na kakšnem uživo dogodku, a ne? Definitivno septembra, oktobra, kdaj je že nota? Septembra. Tako. Pozdravčke v Logatec, fajn bod, čau! Izključim, čakaj, a kar ven grem? Kar na X, ja, kar na X. Čau! Liz. Ok, evo, to je bila Laura, evo, smo prebili let. Tako da zdaj gremo že kar naprej, a ne? In sicer na... Denisa Trapa. Tako, na Denisa Trapa, zmagovalca iz 2019. Živjo, Denis! Povabljava te zdaj noter, tokrat pa zares. Krasen komad, res, Ja, me bo kar ful. pelo v glavi še. Res, ja, se večera. Še je, Denis, kje je? Denis? Ja, hello! Čau, Denis, kako si? Vidim po dolgem času spet, čeprav takole na daljavo. Ja, zdaj smo se že kar navadili za slončko, a ne? Ja, celo malo preveč. Ja, se bomo odvadili zdaj hiter. Kako si? Pa v redu, dan sem malo zmatran, ker sem včeraj zvečer pel, tako da, ampak sem cool, no. Pel, v živo? Ja, v živo. A je bil to prvi včeraj nastop?
Ne, ni bil čist prvega sem imel prejšnji teden po dolgem času, zdaj sem tako vesel, da lahko spet nastopam. Na eni poroki sem bil, prvo sem v cerkvi pel, potem še pa zvečer malo, zdaj sem še malo poroke začel peti, sploh te obrede, tako da, ja. No, evo, zdaj, vsi, ki rabite, kaj, se ženite. Naredil. Kako pa je bilo pet po tolkem času pred publiko, oziroma pred ljudmi? Imel sem tako tremo prejšnji teden, pa včeraj tudi, da res, ker je, ne vem, no, čeprav sem imel ene par koncertov vmes tudi kole na daljavo, ampak ni to, no. Tako da sem bil res, fajn je bilo, no, res. Kakšne imaš pa kaj spomine na leto 2019, ko si bil na Slovenski noti? Oziroma tudi lansko leto si bil zelo priden, ne? Bil si dvakrat v komisiji, nastopil si predpremierno za to svojo pesem. Kakšne imaš kaj spomine na vso to dogajanje? Zdaj za nazaj. Preprosto noro. Meni je bilo res ful fajn. Toliko enih dogodkov, enih nastopov, promocije, intervjuji, snemanja, fotkanje, vse to je res neverjetna izkušnja, pa pol tudi ta finalni večer, ki mi je bil res, mislim, da si ga bom zavedno zapomnil, to lahko definitivno rečem, ampak res, pa tudi sem spoznal marsikoga, marsikera vrata so se mi odprla, tako da mislim, da je bilo res fenomenalno. Pa začel na polno, ne? S pesmimi. Točno to. Super, in glih to je naslednje vprašanje, ker nekje sem slišala, da pripravljaš en nov komad. Tako da, kaj nama lahko poveš? Lahko kaj ekskluzivnega poveš o novem komadu? Kaj lahko? Ja, zdaj nekaj malega lahko, no, preveč zdaj ne smem povedati. V bistvu gre za komad, ki sem ga napisal sam, je avtorski komad. Sem ga tudi ustvaril z eno čisto novo ekipo. Malo sem zamenjal ljudi okoli sebe, da malo sprobam še različne stvari. Je podoben prejšnjima dvema komadoma, ampak vse nekaj posebnega. Je pa v bistvu nekako poletna tematika, no. Tako da mislim, da bo tak lep poletni hit. Wow, ko mi že tako biti sicer tukaj vprašala, ne? Ja. To bo pa pol malo kasneje. Drugače, ko to rekel, da se ti je ful dogajalo, pa da si imel spletni koncert. Imel si za Mednarodni dan ženska, ne? 8. marec priredil koncert. Kako je bilo to delati? Ful je bil lep koncert, jaz si ga ogledal, kako je bilo posnet, oziroma kako ti ga je bilo ustvarjati? Ja, najprej hvala za pohvale. To sem jaz kar tako zelo na hiter se odločil. Mislim, da v 14 dneh sem vse skupaj spravil, sicer sem bil kar priden, no, da sem cela ekipa, no, ne sam jaz, smo kar na hiter vse skupaj pripravili, pa da smo prej probali, pa snemalna ekipa, pa studio ekipa, pa tudi sam program. Je bilo kar veliko dela, no, ampak mislim, da se je splačalo in tudi kar veliko ljudi si ga je ogledalo, čez 1000 si ga je v živo ogledalo takrat, tako da sem bil kar zelo vesel, no. Tako da ja, no, je pa tudi bila ena posebna izkušnja, čeprav mi je manjkal tisti pristen stik s publiko, da bi mi, ne vem, ploskali, če druga ne se drli na mene, ali pa neki sam, da bi nekaj počela, ne. To mi je res manjkalo, no, ampak zdaj, ko smo nazaj, upam, da bomo v celotni obliki čim prej, no, ampak je pa zdaj dosti boljš spet. Pa izdal si tudi pesmi, a ne, Noč in dan, od Slovenske note, pa 100, ki si bil ti avtor te pesmi. In zdaj praviš, da pripravljaš spet novo avtorsko pesem, to sem te v bistvu hotela vprašati. In kako, ali se bolj zdaj vidiš, da boš sam sebi pisal pesmi, ali boš kdaj tudi dovolil, ali boš povabil kdaj nekoga drugega, da ti napiše, si že mogoče glede tega našel? Zaenkrat mi je kar fajn, da sam pišem, no, ker se res lahko poglobimo samo besedilo, pa naprimer ta pesem je nastala na eni, to lahko zdaj povem eno malenkost še, da je nastala na podlagi zgodbe, resnične zgodbe, v bistvu poletne romance iz lanskega poletja, bi lahko rekli. Tako da to je nekaj. Drugače pa ja, no, saj sem že tudi začel delati z eno ekipo, tako da tudi mi že en drug komad pišejo za naprej. Tako da sam pišem, pa drugim dajem, pa tako, no. Wow.
Vsega po malem. Imaš za naprej načrtovan veliko. Imam že za naprej, ja. Odlično. Jutri ob 12. razglasimo finaliste letošnje slovenske note. A boš spremljal letošnjo sezono? Sezono bom sigurno spremljal, to komaj čakam, da slišim in vidim vse finaliste in finalistke. Ful sem vesel, ker je spet nekaj moških finalistov, to sem ful vesel, no, da niso sam punce. Drugače jutri pa ne bom mogel gledati, no, ker sem zdaj ravno, prej sem pozabil povedati, da sta me zdaj ravno kar, imam eno manjšo pauzico med učenjem, ker sem sred mature, tako da jutri pišem ta čas, ko bo razglasitev, ampak si bom pa sigurno pozno nazaj pogledal. Drživa pesti. Hvala. Da si zmagal slovensko noto in si šel čez ves ta proces festivala, kaj bi želel sporočiti letošnjim finalistom slovenske note? Zdaj bi se navezal na Lauro, prej, ki je že tudi sama povedala, da je treba delati tisto, kar sam si želiš, da tako kot te vodi srce. Tukaj bom pa še sam dopolnil, da v bistvu resno, da res delaš tisto, kar sam hočeš. Seveda je treba poslušati neke ljudi, ki veš, da ti hočejo dobro, no, sploh te konstruktivne komentarje, ne pa tistih, ki v bistvu niso, no. Tako da res pa, da se ne ozirate, sploh tu zdaj govorim finalistkam in finalistom, preveč na mnenja, na kritike, ker to pride pa gre. Da res samo z glavo in srcem v glasbo. To slišali, bodo slišali, če še niso. Tebe bomo prav tako pripravljenih zabavnih 5 vprašanj, tako pa da odgovoriš, kar ti prvo pade. Kako bi pa ti opisal z eno besedo svoje korono leto? Kar produktivno. Ja. Kateri koncert ali pa festival, dogodek, kakorkoli, lani si hotel obiskati, pa ga pol nisi mogel krivi odpovedati? Pa si imel kaj načrtovan? Ne vem, tako zelo neki zdaj nisem. Jaz se pa zadnji trenutek odločim, pa grem nekam, nisem tako, da bi si ful planiral te dogodke naprej. Pol ni mesto. Nisem imel nič. Ne. Kaj pa, kje si pa pol, kaj je bilo teh omejitev konc, pa prvoščil kavico, ta prvo? Prva je bila pa v Logarski dolini. Tisto soboto, ko so se odprli naslednji dan, sem šel pol v Logarsko in sem si gor na eni koči, sva si privoščila kavico. Prvo kavico, po ne vem kolkem času, tako da na lep razgled, pa res, tako da tista kavica bila še za pikico boljša. Kako zanimivo, da si to zapomnimo, ne? Ja. Prvo kavico. Kam bi pa peljal finaliste iz svojega leta 2019 na izlet? Na izlet? V Piran. V Piran pa zato, to zdaj spet izdam nekaj malo podrobnost, ker bom tudi spot snemal v Piranu, tako da bom, ne vem, mogoče pa se kjer od finalistov tudi znajde tam. Super. Upam, da boste dali na social media. Kaj pa za nas konc, a bi lahko zapel delček svoje najnovejše pesmi, lahko je izdana ali pa ne. Ja. Če bi nas lahko... Jo, zdaj sta me pa. Lahko zapojem del refrena pa nove, ampak res čist del. Everybody dance. Zdaj nisem upeta, ne, to mi morate zdaj oprostiti. Melodija morja me je pripeljala spet nazaj. Lesen hip, že vidim. Ja, se že sliš, morje. Ko mi čakava. Denis, ful ti hvala, da si dal to zdaj darilo in da si vse povedal in ko mi čakamo, da te spet vidimo v živo. Do takrat se me pa lepo. Pa pozdravčke v Šoštanj. V Šoštanju? Skorno pri Šoštanju, ja. Okay. Hvala vama, uživajte se naprej. Enako, čau! Expert, super.
Odlično, Evo. to je komadno, krasno, tako me Ja, čakam. melodija, tako nekaj takega. Ja, ja. Super, v glavnem sva Nejc in Sara in klepetava s preteklimi finalisti Slovenske note, zaradi tega, ker jutri razglasimo letošnje. In mi že gremo kar naprej in sicer na prvo zmagovalko Slovenske note 2017 in sicer Samanto Majo. Maja. In Vajc. Kira je to? Kira. Ne, Živijo. in Sara, moja dva najljubša voditla. Hello, kaj si? Dobro sem, kak ste vi dva? Pa v redu, odlično. Zdaj, ko vas takole en za enem vidimo spet po dolgem času, me prav tako nostalgija. Tako, ja. Ja. Vidim, da ste na sončku zunaj. Ja. 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 Lepo. Odlično. Samantha, povej, kaj se v tvojem življenju zdaj dogaja? Kaj je novega? Veliko. Najbolj pomembna stvar verjetno je izpitno obdobje, ne? Drugače, promocija še vedno poteka za najnovejšo pesem. Na vezi smo tudi za planiranje nove pesmi. To že tudi tako malo v glavi jaz kuham. Kaj še? Družim se veliko, zaradi tega, ker se nisem mogla v prejšnjem letu. Tako da moram nadoknaditi vse. To je to. Super. No, jutri ob 12. razglasimo nove finaliste Slovenske note za letošnjo sezono, pa povej, kakšni so tvoji spomini na Slovensko noto? Samo lepi. Nič slabega se ne spomnim. Ne vem. Res, samo lepo se spomnim in mislim, da je vedno bilo vsako leto tako in da bo tudi to leto tako. Je pa res, da se ful veselim, ker so zdaj avtorski komadi. Ja. Super. No in če že nadaljujemo z avtorskimi komadi in to, tvoj najnovejši komad, Sanjava, Runaway, kaj nam poveš o tem komadu, kaj si hotel sporočiti s tem komadom? Samo to, da nikoli ne moreš biti v nič čist 100% prepričan, da vedno obstaja delček tiste negotovosti in tudi pišem tako, da vabim poslušalca zraven, v neznano, da greva to pogledati oziroma se kaj novega naučiti. Super. Runaway ni bilo edin tvoj projekt, ki si ga imela v kratkem. Klele imamo še tvoj extended play. Lik prej sem se pogovarjala, kako prideš do tega? Kakšen je recimo dan, ko se odločiš, kaj pa če bi jaz en komad, oziroma kaj če bi jaz en album, kak je to proces približen? Ne vem, to vesolje naredi. Zaradi tega, ker en mesec preden je, ne en mesec, malo prej, preden je bila ideja, da bo EP, mi je že Kevin rekel, producent, kaj če bi ti dala EP. Pa sem rekla, kaj je s tabo? Ne bom EP, jaz če grem album delati, ne bom za nekaj napol, ne. In ne vem, kaj je bilo čez en mesec, da se zbudim zjutraj in rečem, čakaj, zakaj sem jaz takrat rekla ne? In pa mi je samo bilo logično, da je to najboljša rešitev za zdaj in je šel. Tako da ne vem, kaj se je spremenilo. Svaka čast, pač res, po mojem 90% ali pa po mojem več, 98% tukaj nas ne ve, kako se do tega sploh pride, kaj šele da bi to, da res čestitke, bravo. Kaj si pa že glih Kevina omenila, ne? Kako je sodelovati s Kevinom Koradinom, ker je zelo uveljavljen slovenski, to je želil, če rečem, producent. Kako je sodelovati z njim? Kakšen je? Krasno, prekrasno, res. Se res, da v enem obdobju lahko nekoga zelo hvališ, pa potem ne se kaj spremeni, ampak zaenkrat se mi zdi, da sva čist na isti valovni, res kakršnakoli velika odločitev je pred nami ali za karkoli se gre bolj resnega, sva mi dva vedno nekje na isti, sploh ni tisto, da bi se morala kaj pregovarjati ali karkoli. Najbolj me je pa očaralo to, da so ne samo biznis,
partnerja, torej ne samo, da se gre za biznis, ampak se tudi pokličemo, ko so rojstni dnevi, se vidimo, gremo na kavice in tako. In pol tu se en tak poseben odnos ustvarja, kjer so potem komadi samo še boljši, ker se še bolj razumeš in še bolj energija teče. In res sta že zdaj v bistvu veliko pesmi skupaj napisala, verjetno je še veliko v planu, a ne? In te pesmi zdaj eno leto nisi mogla v živo nikjer predstavljati, ampak na tvojih socialnih omrežjih sva pa zdaj brskala 27. maja, da si imela prvi nastop po dolgem času. Ja, Kako je bilo res je. stati na odru kot pevka, ki si eno leto zdaj imela pauze? Kako je bilo? V bistvu tisti oder, na katerem sem bila nazadnje, to je bilo septembra prejšnje leto, je bil zdaj prvi oder, na katerem sem bila to leto. To je zelo taka zanimiva, ne? Zanimivo se je to povezalo. Nisem sploh verjela, da se bo to hitro to odprlo. V bistvu že na začetku maja so me klicali, da je to pod vprašanjem in sicer sploh še nismo vedeli, da se bo speljali in potem se je. Tako da krasno. Mal me je trema dajala, zaradi tega, ker nisem točno vedela, če se še spomnim stati na odru pred tolikimi ljudmi, ampak je šlo super. Imaš kakšne datume že? Nimam datumov, ne. Malo je vse tako zelo plava, zaradi tega, ker se nič še točno ne ve, pa število obiskovalcev pa tako, ampak je pa dost v oblakih. Že zmenjenega. Definitivno bo obvestila, a ne? Zagotovo nas bo še. Tako. Še nekaj smo zbrskala na socialnih omrežjih. V enem intervjuju si omenila, da je tvoj next stop EMA. Kaj lahko poveš, kako se to... Nisem rekla naslednji korak. Rekla sem korak. Ja, to ponovadi se tako malo obrne, da je malo bolj zanimivo. Je eden izmed korakov, definitivno. Ni pa čisto še naslednji. Naslednji je nekaj drugega. Ampak tudi to pa imam v planu, definitivno. In če me kam drugam ne popelje, potem bom to tudi dovršila. Super. Cao, moj bog. To, če se zgodi, bomo pa tako prav, pač ne so iskali linije. Bi šel z mano, boste šla z mano? Še vprašaš? Gremo. Tako. Kakor smo že prej povedali, a boš spremljala letošnjo slovensko noto? Ja, definitivno bom spremljala. Kaj bi jim pa sporočila vsem tem, ki jih bomo jutri razglasili, kot prva zmagovalka, kaj bi jim sporočila, tako nek eno sporočilo, da bojo lažje vse skupaj odnesli? Vse več stvari je tle za povedati, pa za sporočiti. Ampak rečemo tako, vsi, ki so že samo izbrani, imajo talent. Moraš imeti nekaj več, če hočeš zmagati. In na tistem, probajte na tistem delati. Na tistem malo več. To je bila fazi motivacija, da prava. Tako. Podbuda. Odlično. Imamo še 5 hitrih zabavnih vprašanj za tebe, kar ti prvo pade na misel. Torej, z eno besedo opiš svoje korona leto. Poglobljeno. Kater koncert si v letu 2020-2021 najbolj pogrešala, ker je bilo že planiran, ampak se je pač pol skenslal? Vem, da sem imela že zmenjeno za Sabrino Klaudijo, ampak zdaj ne vem, a je to bilo zaradi korone, ali je ona v bistvu skenslala zaradi tega, to ne vem, ampak ta me zelo boli v srčka. Drugače pa vem, da tik preden se je zaprlo, bi morala 1-2 slovenska benda Joker Out pa Lumberjack imeti v Celju in to smo že bili dogovorjeni in potem ni bilo. Škoda. Upam, da bo rezervni čutek. Tako. Kje je bila prva kavica, ko so se odpravljali vse omejitve? Panorama Celje. Odlično. Kam pelješ svoje finalistke iz svojega leta slovenske note na koncert? Na koncert Sabrina Klaudijo. Pa mogoče, če bi zapela en delček svoje najnovejše pesmi, mogoče ekskluzivno za vse gledalce na live-u. To samo za vaju. Samo za vaju.
si upaš, v neznano si upaš, iti z mano, naj vodi intuicija, naj vodi ta odkrijeva, kaj vse se v nama skriva, kaj je res, kaj iluzija, si okoli naju spijo, kaj če le mi tva petiva. Malo bolj interpretacijsko, ne tako zelo koncertno. Zdaj je bilo krasen. Hvala ti, Samanta. Gledamo te definitivno še naprej in navijamo za tebe in hvala, da tako spodbujaš vsako leto, sporočaš na storijih v živo in pomagaš našim zanamcem, zanamkam, tako da v živi pa definitivno se še kaj vidimo. Hvala tudi vama pa za tako zanimiv pogovor in upam, da se vse dobro spelje tudi v tej sezoni. Enako. Hvala. Ej, Pa hvala. bodi. Enako, čau. Odlično. Evo, takole, zdaj bo šla ven, tako, evo, živijo vsem, ki ste se na novo priklopili, sva Nejc Sara, in danes klepetava, ne? s prejšnjimi finalisti Tako. iz Slovenske note. Tako. Tako, ker jutri razglasimo letošnje. Zdaj pa greva kar naprej in sicer na Manco Mihelin, lansko finalistko, s katero bova zopet poklepetala tudi z njo. Tako da, Manca, get ready and join us. Traja. Vse vsi ti komadi, ki so Ja, po pesmi ja. pel še cel dan. Vsi Vem, do zdaj. mashup naredil vseh teh komadov. Ja, malo tehnične pauzice, da se spočijo. Bomo mačkam počakali. Da se nam manjce. Hej, Anastazija. Hej, Jaka. Živjo. Vsem. Manca je napisala noče. Tehnične težave, ok. Manca, če gledaš, gremo kar najboljš naprej, ok, na Katjo, pa se bomo pol vrnili k tebi, ok? Dobro. To so včasih tele težavice. Us unable to join. Dobro, gremo kar na Katjo Vrcar. In sicer iz leta 2017 in 2018. Zdaj tako šokiramo. Čau, Katja. Živja. Neko bom jokala, ker sem prav solzna ratala zdaj. Živja. Prva je fajn videti, tako res. Povej, Katja, kaj se pa v tvojem življenju trenutno dogaja? Kaj je novega? Izpiti. Ja, zdaj je izpitno obdobje. Tako da ja, moram se učiti. Mislim, poskušam se čim več učiti, no. Ampak ja, izpiti. Zdaj je to glavna stvar v bistvu, ja. Super. Kot že veš, jutri razglasimo finaliste Nove slovenske note ob 12. Tako da, kakšni so tvoji spomini na slovensko noto? Ful dobri, res. Sploh ta prva sezona, ki je bilo vse tako na novo, noben ni vedel, kaj nas čaka, tako res je bilo res ful je bilo dober. Tudi druga sezona je bila ful fajn, sicer pač sem že vedela, kako poteka sam sistem, je bil znan, ampak je bilo tudi ful dober, tako da so res pač dobri spomini, no, pozitivni. Super. Prejšnje leto, mislim, da je bilo prejšnje leto, si izdala svojo pesem Fotka. Ja. Kaj bi lahko povedala več, kako je ta komad nastal, kaj si hotel sporočiti s tem komadom, ali pa mogoče prihaja kak nov komad? Torej, Fotka je bilo v bistvu tako kot nek šolski projekt, ne, v bistvu besedil, oziroma največ besedila in melodije je napisal Simon Šef, moj profesor za klavir. In v bistvu on je najprej imel neko verzijo za saksofon, ker je pač saksofonist, ampak potem je majčkeno predelal, pa malo bolj tako je elektro, popi, jazz, tak čist special stil. Tako da ja, pa sem še jaz majčkeno besedil priredila po svoje in pa smo posneli. V bistvu posnet je bil tako že, kdaj je bil, ne vem, 2020 smo izdali, ampak je bil posnet že 2019, juni 2019 je bil že posnet. Pa smo pa ful dolg časa smo pač delala ideje za video spot to vse. In pol je v bistvu iz šolskega centra, je na elektrošoli, imajo multimedija in so na bistvu multimedija posnela. Tako da ja,
pol je pa še COVID večkrat naredil svoje in smo pač zamaknila premiero za kar precej dolg. Ampak ja, zdaj pa je tako, kaj je. A ja, za un drugi del vprašanja, ja ne vem, mogoče pa. Delam že nekaj cajta dolg, mislim, že delam par komada že dolg časa, ampak moji bituni izpopolnjeni, a veš, malo je tudi korona naredila, da pač nisem šla v studio pa to, ampak glej, bom počas. Najprej teli izpiti pa naprej stvari. A lahko mogoče, to smo se prislušali, kdo se je te koreografije spomnil s to fotko z rokami, ker to je to. Ja, to je full catchy, ne, ta fotka. Ja. V bistvu vse v videospotu, kar je, in koreografija in snemanje, vse so v bistvu dijaki šolskega centra Novo mesto. V bistvu koreografijo je naredila ena, ki je plesalka drugače, ampak je tudi na vzgojiteljski šoli, je v en letnik nižji od mene, torej zdaj 4. letnik, in je v bistvu ona naredila to koreografijo. Tako da ja, je vse tako interno, šolsko, mladostno, evo tako, ful fajn, no. Carsko. In lansko leto se je tudi predstavila na finalu od Slovenske note, a ne, kot gostja. In zdaj praviš, da študiraš, kam si se vpisala na študij, pa kaj si trenutno učiš, ker si nama zaupala, ne, da sva te ravno ujela sred učenja, ne? Kje razkrita je? Jaz sem na filozofski fakulteti, sem dvopredmetni študij, geografija, pa pedagogika in andragogika. Učim se pa didaktiko, ker imam jutri izpit. Tako da ja, ampak se bo, nekaj že bo. En mesec drž pa bo. Katja, kaj pa, a boš letošnje leto zdaj med izpitnim, ki se zdaj začenja Slovenska nota, kaj spremljala, že kaj pofrcigaš, kaj se dogaja z noto? Ja, včeraj sem že večkrat tako gledala, kdo bi lahko kaj bil finalist, ampak ne vem. Imam tako dve ideji, ampak ne bom nič. Bom videla jutri. Ja, bom definitivno poskušala čim bolj spremljati. Je pa res, da bom pač poskušala dati učenju čim več prednosti in pač posvetiti največ časa, ker vsem so še izpiti tako dosti pomembni, a ne? Ampak ja, ne vem, bomo videli. Mislim, spremljala bomo, definitivno. Boš ta prava suporterka, podpornik. Tako je. Kaj pa bi ti sporočila letošnjim? Imejte se fajn, bodite tu, kar ste, uživajte v momentu in v samem vibu, ki je na Slovenski noti, ki je res ful fajn. Najte si nove frende, ker to je ful uporabna stvar. Tako pač, ker nikoli ne veš, mogoče pa čez 20 let mu lahko pač s tisto osebo, s katero si tekmoval pač komad skupaj, ne, pač nikoli ne veš. Tako da ja, sklanjate neke prijateljske vezi, pa ne vem, pač imejte se fajn, bodite tu, kar ste, tako da ja. Po mojem te bojo upoštevali. Super, tudi za tebe imamo pripravljenih 5 hitrih zabavnih vprašanj. Torej, z eno besedo opiš svoje korona leto. Prvi lockdown matura, drugi lockdown Zoom faks. Kater koncert si v letu 2021 najbolj pogrešala? V bistvu nisem imela nobenih planov, ker sem imela maturo in sem rekla, ki si pa bom tako naredila maturo, pa bom pa naprej. Ampak pa je bil tak COVID in je vse šlo po vodi. Tako da v bistvu vse, ampak nobenega. Tako da ja. Kje je bila prva kavica, ko so se sprostili ukrepi? Prav kavica je bila zdaj v Ljubljani. Pijačka, oziroma s frendicami smo šli pa v Nov mest v kafe Atmosfera. Tako luškan kafič. Super. In pa glede na to, da je tvoj komad fotka full catchy, a bi nam slučajno lahko en delček uživo takole akustik zapela? Lahko. Jaz isto nisem opeta, tako kot vsi prej. Vse so tako povedala. Okay. Ko smo se spoznala, fotko sem ti dala, bilo ti je nerodno, kamaklo si soba sama, ni bilo brez veze, ko gledala sva zvezde, bil je lep trenutek, ki pa danes je za nama. Jej! Super.
Hvala ti, Katja, je ful dobro, Matjoj. Zdaj smo mogli vse te komade zavrteti, Ja, res. da bova džemala. Fajn se uč, srečno na izpitu, koliko ga imaš, pa uživi na letošnji slovenski noti, pa ob novih 10 slovenskih pesmih, ki pridejo ven, Tako. pa To pa itak. k tebi domov. Hvala, nazaj. Čau. Hvala vodi, Čau. hvala ti, čau. Super, res je tak. Ja. podcast. Ja, Ful dobro. ja, ja. Ful In dobro. pač, kot je rekla, to je bilo tudi po slovenski noti. Mhm. Tako, Aktualno. ja, aktualno. Bomo zdaj poskušali še enkrat iti na Manco. Mhm. Aha, dala je request, tako da dajmo pustiti, da se bomo zdaj vklopili z Manco. Življal sem na novi. Zdaj pa dela! Hej! Kaj je bilo narobe? Ja. Telefon malo ponagajal. Ja, ne vem, kaj je to. Manca, kako si pa ti kaj? Odlično. Super. Kaj se pa dogaja s tabo te dni? Kaj se pa s tabo dogaja? Učim se za šolo. Zdaj so nas ful nabasali s testi, ker so izvedeli, da bomo skozi v šoli. In ja, učim se. Tako da, Uči. Joj, to je to. okej. Kaj pa, a mogoče zdaj med učenjem, pa tako, ko greš zdaj na YouTube, pa si mogoče zavrtiš kakšen finale nastop svoj, pa kakšne se ti kaj spomini zavrtijo za nazaj na lansko slovensko noto? Ker so še najbolj... Ja, ne zavrtim si sam svojega nastopa, ampak tako od vseh finalistov, že od leta 2018, ja, 2017. In me pač vsi nastopi nekako spominjajo in sem presrečna, da sem bila sploh del te izkušnje, te slovenske note. Tako da ja, res, ni navaden festival ta slovenska nota. Tu se je skozi nekaj dogajalo. Jaz sem ful spoznala sebe, spoznala sem nek svoj stil, kaj bi rada pela, kaj bi rada pripovedovala ljudem, tako da ja, res prečudovita izkušnja. Našla svoj izraz. Točno tako. Wow, super, to je ful lepo slišati. Povej, Manca, zdajle pred kratkim, če imam prav, si bila na opernem tekmovanju, mislim, Lav Mirski Osek, če sem zdaj prav Tako. prebrala. Ja, Daj nam kaj več povej. Daj nam povej ja, kaj to več. je pač tekmovanje, ker sem že bila na njem leta 2019, pač prvo moje operno tekmovanje, je bilo v živo še takrat v Osiku. In prvič sem dosegla pač srebrno priznanje, ki je bilo za mene tisto wow, ne, prvič sem nastopala tam, wow, iz vseh držav so prišli pač teh tekmovalci, tako da sem bila kar ponosna na sebe, no zdaj pa je bilo preko interneta online tekmovanje in pa sem osvojila srebrno, ampak tako že na meji z zlatom, tako da mi je žal, da nisem, ne vem, malo več vadila. Po mojem tem za pikico spalili, verjetno. Ja, ampak sem vseeno ponosna, ker pač res, to je tudi ena izkušnja, ker pač opero le napoje vsak, tako da, ja. Bravo, čestitava ti res za vse, kar je bilo in za vse, kar še prihaja. In ravno to, kar še prihaja, Ja, mogoče obeta kakšen festival zdaj letošnje leto, si se kam spet prijavljala, mogoče bi lahko kaj razkrila. ja, itak, da sem se prijavila, ne bi bila jaz, če se ne prijavila kam. Ja, prijavila sem se na mednarodni brežiški festival, ki je mednarodni, iz Hrvaške, iz Bolgarije, pač iz povsod spet prihajajo. Prijavila sem se s svojim avtorskim komadom in upam, da bom kaj dosegla, ne. Pa da bi se snemal videospot zdaj za ta komad. To imam zdaj vse v planu, zdaj med počitnicami narediti, ampak bom videla, kako bo, pa kaj novega narediti. Ja, vse se dogaja, ampak zdaj je prioriteta mi šola. Absolutno. Torej bo dolgo in delovno poletje pol za tebe letos. Tako. Planov imam ogromno. Omela si nov komad, prvi, a ne? Prvi. A nam lahko kaj več o tem poveš? Kdo ti je pomagal ga ustvariti? Torej, vse se je začelo oktobra 2020, ko smo z enim mojim prijateljem probali nekaj ustvariti. On se je usedel za klavir, jaz sem tam imela besedilo, sem jaz besedilo napisala in smo probali neko melodijo narediti. In smo jo naredila in potem je prišla ta korona in se tako vse nekako ustavilo.
In potem smo z Aleksom Valaskom, jaz sem ga kontaktirala, Aleksa, in smo pol ustvarila midva. Mislim, on je ustvaril aranžma in obogatil melodijo in tako je nastal komatno. Tako da, ja. Upam, da nas boš čim prej razveselila s to pesmijo. Jaz tudi komaj čakam. Povej, a boš spremljala letos slovensko noto? Seveda, z velikim veseljem. Tudi jutri bom spremljala razglasitev finalistov, ker sem doma, ker pišejo četrtiletniki maturo in smo mi doma. Tako da, ja, itak da bom. In prišla navijati v živo, če bo le to mogoče. Držimo pesti, da bo, ja. Ja. Povej, glede na to, da si že šla čez cel proces slovenske note, kaj bi želela sporočiti letošnjim finalistom? Pa, prvo je to, da se ne smejo preveč ozirati na te kritike, žalitve, ker pač to so ljudje, ki so ti sam pač fauš, po domače povedan, in so ljubosumni na tebe, ker si pač to, kar si. Drugače pa naj sledijo svojim sanjam, naj se res, tako je že Denis povedal, pa Laura in Samantha, naj se ne ozirajo na druge, da morajo tako, kot oni želijo, pač pisati pesmi in to, tako da, ja. Da naj ustvarjajo, čim več ustvarjajo, naj se čim več raziskujejo, pa čim več prijavljajo na razne festivale. Pa ni važno, če bojo zadnji ali pa prvi, pač to je vse neka izkušnja, to je vse nekako pridobivanje izkušenj, ki ti bojo v življenju še ful veliko prav prišle. Se strinjam. Modra misel, modr na vse. To so vsi tako lepo poveste, joj. Koliko so v dobrih rokah, letošnji. Tudi do tebe imamo pripravljenih v bistvu teh 5 zabavnih kratkih vprašanj. In sicer, kako bi pa ti opisala svoje korona leto? Zanimivo. Zanimivo. Ja, glede na to, kar si vse opisala. Kateri koncert ali pa dogodek si pa ti želela obiskati lansko leto ali pa letošnje, pa ga nisi mogla? Ali je bil kakšen tak? Pa ne, niti nisem, jaz sem bolj spontan človek. Jaz pač, tam bo pa koncert ali pa tam bo nek festival, grem tam, tako. Še isti dan se odločim, če grem kam. Tako da nisem imela nekaj v planu. Sem pa želela narediti svoj koncert in ga želim tudi letos, ne, plan izmed 1000 je tudi ta, med poletnimi, ampak bomo videli, ne, zdaj s to situacijo pa vsem. Pridemo. Vsi. Kaj pa prva kavica ali pa pijačka, ki si jo prvošla, v katerem kraju? A si jo? V Brežicah. Brežicah. Tvoj dom, tvoj kraj. Kam bi pa pelala svoje finalistke iz lanskega leta 2020 na izlet? Kar k meni domov, mislim, v moje kraje, da bi videli, kako je to lepo živeti med vinogradi, pol imamo repnice, pač res lep kraj. Tako da, absolutno jih sem pelala, ker imamo veliko tega za pogledati. Je bil dolg izlet. Ja, ful. Kaj pa, ti sicer nimaš nobene pesmi še zunaj, sicer si to svojo pesem že malo razkrila v božični oddaji, a ne, za slovensko noto, ampak bi tudi tebe prosila, če bi mogoče tudi danes še kaj razkrila in zapela. Tak, 1-2 verza. Vsi nam reči, ja, danes. Življenje polno je zabave in veselja, žalosti in hrepenenja, veš, da vedno ni barvito, a čudovito je. To je pa malo drugače, kot v božični oddaji. Sta očitno z Volasko tam malo spremenila, ne, z Aleksom? Ja, malo smo, tako. Joj, odštevamo, torej bo dosti slovenske glasbe letošnje leto na nov, tako da tudi tebi se, ne? Zahvaljujemo. Ja, in ti želiva res srečno zaključek šolskega leta in lepe počitnice in upam, da se vidimo tudi na finalu slovenske note. Najlepša hvala, prvo za povabilo, to mi ful pomeni. In ja, itak, da se vidimo. Če ne na koncertu, pa na kavici. To bo priložnost. Ki ne bo, upam, da prva, da nas ne bojo spet kaj zapirali. Hvala, Manca. Fajn bod. Čau. Čau, čau.
Letima naprej. Tako, zdaj smo v bistvu še dve finalistkama bomo klepetali, in sicer z Ninaj in Natalijo iz leta 2019, ampak ker nas bo Instagram čez 6 minut vrgel ven in nočva, da bo zdaj sred intervjuja prekinjali Ninaj, vas lepo povabila, da gremo zdaj ven iz tega live in se dobimo čez 2-3 minutke zopet na našem profilu. V redu? Tako da se vidimo čez par minut z Ninaj in z Natalijo Cerar. Živijo vsi, Tehnologija. nekaj nama je tehnologija ponagajala, tako da zdaj smo nazaj in bi vas še enkrat lepo povabila, da spremljamo tale klepet. In sicer za Ninaj in z Natalijo Cerar. Nadaljujemo, klepetamo, sva Nejc Sara? in bova poklepetala z letošnjimi finalistkami. Ninaj, živijo! Še enkrat bova šla. No. Upamo, da bo to kratila. Kaj zdaj se vidimo? Ful, vaju je lepo videti. Sara, Nejc, živijo. Hej, Sara je vprašala, upam, ker sva rekla, da gremo zdaj na Primorsko, ne? Pa je rekla, a je toplo dol? Ali imaš tudi bolj jopice pa tako? Tako. Sicer ni bilo kakšne toplote grozne, ne, tako da ne se preveč nadati, ali kako bi se temu reklo. Smo tudi mi kar precej v mrazu zadnje čase. Ni bilo še pravega poletja. Torej, da se ne bomo prehitro prehladila, ne? Ker bomo okoli prišli. Kako si, Nina? Kako si kaj? Kaj se dogaja s tabo? Pestro, mislim, ne vem, kaj ne ti rečem, dejansko korona, ja, je bila, pa ko da je ni bilo, pa ne vem, mislim, ful se dogaja, res. Si imela mogoče kakšne koncerte zagotovo, ne, napovedane in so že verjetno skenslani, ne? Koliko je bilo teh datumov? Mislim, tako bom rekla, mi smo celo lani izpeljali kar nekaj koncertov, na koncu, ko smo prešteli, ker moramo vsako leto delati poročilo za kulturno društvo, jih je bilo čez 40. Tako da, ja, pač, tako da dejansko res, razen tega zadnjega lockdowna, mi čez poletje nismo dosti občutili. Je pa res, da so bile večinoma privat žurke, no. Je pa letos, no, tako bomo videli, čakamo še, da se odpre zares, ne? In da zažgete svojo skupino v živo, a ne? Yes. Pa če bi se mogoče, Nina, vrnili še eno leto pred lanskim, a ne, 2019, ki si bila ti finalistka Slovenske note, kaj prvo, kar se spomniš? Takle čas si dala že audicijo skozi, kakšen promo koncert, kaj se dogaja? Meni je bilo itak ful dobro. Jaz, veš, dejansko Sara je bila ena izmed tistih, zaradi katerih sem se prijavila na Slovensko noto. Drugače jaz sploh za Slovensko noto nikoli ne bi slišala. Hvala, Sara! Ja, hvala, Sara. Tako da ne, ful je bilo dobro, no, meni je bilo ful pestro. Sicer malo več vožnje je bilo, ampak nič pretresljivega, no, smo vedno šli z veseljem gor ali dol, ali kam spada zdaj to? V nebo, oziroma v Hrastnik, ker to je v bistvu pa tudi, zakaj sem to navezavo naredil, to je v bistvu naslov tvojega najnovejšega komada, ne? A bi nam lahko kaj več o njem povedala? Ja, v nebo je v bistvu ta prvi projekt, s katerega sem delala z Aleksom in z ekipo bratov Sarjaš, tako da v bistvu je bila ena smešna zgodba, ja. Z eno kolegico iz Postojne, s katero z Vito, ki je Aleks že sodeloval, je po Slovenski noti vprašal, da če me lahko kontaktira, da bi on en komad delal z mano. In sem rekla, jaz Viti, da itak, ne, mislim, se lahko bi Aleks že sam pisal, ne, da mislim. No in pol dejansko mi je predstavil ta komad, no, in sem bila takoj za, ker je malo bolj rockerski, no, tako da sem rekla, da to je to hočem delati. In sva se ful poštekala, no, tako da dejansko je zdaj že nekaj novih projektov v ozadju, ki se delajo. Super, in glih to je naslednje vprašanje, ker smo nekako zvedla, nekdo je prišepnil, tako da nas čakajo dva nova komada, boš izdala kmalu, lahko kaj poveš, kaj lahko poveš o teh dveh komadih, ki prihajajo? Dva sta že posneta,
Za enega je tudi že videospot pripravljen, ampak še nekako kole bomo med tem, kaj narediti z njim, ali ga dati ven, ali še malo počakati na kakšen special occasion. En komad se bo snemal videospot zdaj v kratkem in gre tudi v kratkem, pač bo ugledal luč sveta. Se pa snema že tretji je v igri, tako da jaz ne vem, kdaj bom to vse ven dala. Letos verjetno ne vse 3, ali pač? Mislim, najverjetneje do konca leta. No. Mislim, s tem, ko je posnet vse, čakamo verjetno nek festival, verjetno ga bomo poslali če bodo ukrepi dopuščali, a ne. Ampak plan je tak, da vsi 3 do konca leta. Super, odlično. No in tudi ti si, kot si že omenila, sodeluješ zdaj z novo ekipo, brata Šarjes in Volasko. Kako je sodelovati s to ekipo? Ker v bistvu mislim, da tudi s to ekipo sodeluje Laura Menard. To je pri založbi Art Music Records, če se ne motim. Tako, tako. Mislim, jaz bom tako rekla, meni so ful zabavni in super je res. Bila sem že v marsikateremu studiu in tako, ko imasta ona 2 tam gor v Prlekiji ali Prekmurje, tisto je ful sproščeno, res. Tudi ona 2 sta zelo fajn, Alex Sitak, Alex ve, kaj dela, ima jasne cilje in vizije, tako da se pri temu kar precej ujamava. No. In meni je super, no. Zaenkrat štima, špila muzika in mislim, da bomo tudi naprej sodelovali zelo dobro. No. So že prišli k tebi na obisk na Primorsko? Ne še. Ne še? Ja, niso še ukrepi dopuščali, ampak bo. Kakšen piknik bo padel. Prosim? Kakšen piknik bo padel po let zdaj. Backyard session. Super. Povej, jutri ob 12. razglasimo nove finaliste letošnje slovenske note. A boš spremljala letos? Bom spremljala, sicer z zamikom, ogledala si bom za nazaj, ker itak vedno spremljam, že lansko sem, ker rada spodbujam nove pevce, predvsem mlade neuveljavljene, tako da bom definitivno pogledala in držala pesti za vse. Predvsem vse pohvale organizatorjem za letošnjo prevetritev. Res super. Pač avtorski komadi, mlada scena, podpiram, res. Vsa čast. Hvala. Super. No in ko smo govorimo o tem avtorskih komadih in to, kaj bi povedala oziroma kaj bi sporočila letošnjim finalistom slovenske note? Dajte se prepustiti čustvom. Ker jaz mislim, da pred poslušalcem ne moreš fejkati, če lahko tako rečem. Dajte se res uživeti v komad, bodite sproščeni in to je tista smetnica na vrhu kupice, in s češnjico, to da celotnemu nastopu res tisto piko na i. In tako, kot so ostali povedali že pred mano, bodite to, kar ste, ne, ampak res dajte tudi čustva na plan. Ful preprost, ampak po mojem bistven nasvet. Ja, to je vaš čar glasbe, ne? Da prepričaš poslušalca in da mu poveš točno to, kar čutiš. Nina, tudi za tebe imava pripravljenih par vprašanj, v bistvu istih, kot za prej, v bistvu tudi od tebe zanima, kaj si v bistvu vse dogajalo. In sicer, kako bi pa ti opisala svoje korona leto? Uporniško. Uporniško? Nice. Ne bomo podrobnosti. Ne bomo podrobnosti, ne bomo. Se pa razumemo. Kateri koncert pa si letos najbolj pogrešala? Ali pa dogodek, festival? Jaz sem zelo tak koncert freak, tako da po mojih je bilo kar nekaj na seznamu za se udeležiti, tudi v tujini, pa žal je bilo vse odpovedano, tako da je drugo leto. Bomo držali pesti, da bodo izvedeni. Da bo vse nadoknadeno od letos, ne? Tako. Kje pa si prvoščila kavico ali pa pijačko prvič po koncu ukrepov? Mislim, da v Postojni, v Bale baru, nisem pa čisto 100%, ker mislim, da tisti dan, ko se je vse odprlo, so bile kar 3-4 kave na različnih lokacijah. Za nazaj. Ja. Kam pa, če bi peljala finalistke pa finalista oziroma zmagovalca iz 2019 na en koncert, kam bi jih peljala? Jaz mislim, da bi kar naredili mi koncert na vrtu, en tak session, da
se mal spoznamo, da kakšen vsak da mal sebe noter in to mislim, da bi bil najlepši dogodek, kar bi ga lahko izvedli, no. Vidiš, ideja za organizatorja. Ideja za organizatorja, ta ideja se že zelo dolgo plete med različnimi pač finalistami. Po mojem bomo res morali čim prej realizirati to idejo. Ja, čim prej, Nec. Kaj pa, če bi zapela svoj delček svoje najnovejše pesmi? Tudi tebe sva ulovila nepripravljeno, verjeten. V nebo. Ne bo? Dobro, sej lahko, ja. Lahko, bom z veseljem. Sam, veš, malo je tak rockerski komad, da gre malo težje a kapela. Dvigaj se v nebo, veš, da greš lahko, vse do konca zvezd, praznih sivih cest. Dvigaj se v nebo, veš, da vse lahko, več ne letaš sam, z mano niti konca sanj. Kdaj ga bomo živo slišali? Čim prej moraš to narediti, v živo. Ja, Hvala tako ti. z veseljem. Hvala vama za povabilo. Dejta izpeljati letos tako, kot je treba, ne, v živo, s publiko. Upam, da se vidimo, da pridemo kaj pogledati, predvsem finalni izbor, ne, da tako. In vso srečo vsem finalistom jutri in v vseh nadaljnjih dogodkih, ki pridejo. Hvala ti, Nina, in želiva ti eno tako zelo lepo poletje. Tako, Enako. ja, Upam, da se tako. vidimo čim prej. Čau! Drživo pesti. Bye, bod, pozdravčke. Čau! Čau. Prav nostalgija. Res. Prav nostalgija, koliko smo v bistvu zaobjeli vse zadnja 4 leta, ne? Ful lepo. Pa vsi, ki zapovejo delček svoje, res bomo šla poslušati vse komade. Ja. Prav manjkajo nam lepo. ti dogodki. Ja. Evo, zdaj v bistvu bomo live zaključili z Natalijo Cerar iz leta 2019. In upam, da si Natalija že tukaj. Je tukaj Natalija, tako da zdaj gremo pa na Gorenjsko, mislim da. Tako da Natalija, dobrodošla med nami. Čakamo. Živjo! Kako vam je lepo videti. Natalija, kak si? V redu. No, tako delovno, tako bom rekla. Faks, šiht, vse. Tako da, ja, tudi meni bo tale pogovor zdaj kar malo sprostitev med vsem tem. Odlično. Super. Dej povej, kaj se kaj dogaja v tvojem življenju? Kaj je novega? S čim se ukvarja? Kaj se kaj dogaja? Veliko se dogaja. Kaj se ne dogaja? Vprašanje. Ne. Ne, v bistvu zdaj sem zaposlena v vrtcu, delam, za pol leta so me zaposlili. Zraven delam faks, predšolsko, tako da imam kar pestro, no, tako sem kar, ni mi dolg čas, no. Pol pa zraven se probam čim več družiti, pač, ker itak zdaj se dolg časa nismo mogli in ja, tako, pa pojem, sicer zdaj ne več v oblikah na odru, recimo, a ne, nažalost, ampak ja, tudi te časi bodo prišli, verjamem. Upamo, da čim prej, da pridejo taki časi nazaj. Ja. No, in glede na to, da jutri ob 12. Razglasimo finaliste Slovenske note 2021, povej, kakšni so tvoji spomini na Slovensko noto? Ja, ful lepi. To pa res, mislim, jaz ne vem, sploh, po mojem tisku me poslušala, mislim, da nakladam, ampak res ne, mislim, tako dober, tako toplo tekmovanje, jaz sem se tako dobro počutila, tudi med finalisti, pač, jaz nisem imela občutka, da tekmujemo med sabo, res, ne vem, tako, da bi prišla tja malo zapet in tudi pol odzivi, pač, jaz sem bila presenečena, pozitivno presenečena, kako lepo so pač sprejeli moj nastop, mene, in pač jaz res nimam ene negativne stvari za slovensko noto za reči. In tudi letos sem pač svojim prijateljcem, tistim, ki pač se tudi ukvarjajo s petjem, sem jih kar malo porinila, naj grejo, ne, ker jim pač res ne bo žal, ne. Tako da, ja. Ful dober. Pa mislim, da je tvoj finalni nastop, ki si rekla, te odzive dosegel 1400 klikov. Tako da, ploskava tudi za to. Ampak, a ne?
1400 ni nič v primerjavi s tem, kar ima tvoj naslednji komad, oziroma drugi tvoj komad, Minil je čas, ki si ga v bistvu izdala pred dobrim mesecem in izdala tudi videospot. A nam lahko kaj več o tem komadu poveš? Kako je nastal, kaj ti pomeni? Ja, v bistvu tako bom rekla, zdaj, ker je bil ta korona obdobje, oziroma je še zmer na nek način, itak je pač vse malo v vodo padalo, če lahko tako rečemo. In v bistvu kljub tem nehvaležnim časom je mene kontaktiral producent Kevin Koradin in v bistvu on je verjel, da skupaj lahko naredimo nekaj lepega in res v bistvu pa smo se zmenili, za pesem Minil je čas, on mi jo je pokazal, potem smo naredili besedilo, je napisal isto Kevin in pa v bistvu, Kevin Koradin, nisem povedala, Kevin Koradin pa Clifford Goylo sta napisala pač glasbo, pa pol sta sproducirala, pa besedilo in tako je nastala moja pesem, pol sem pa tudi, pač v bistvu pri tej pesmi je tudi, mislim, pri tej pesmi je tudi videospot, ko sem si ga ful dolg časa želela in zato mi je pesem še toliko bolj pri srcu, ker pač res sem si želela tega videospota in zdaj ga imam. Videospot so pa naredili videoprodukcija 3FPS. To so pa tudi isto mladi ustvarjalci, ki, ne vem, pač meni je bilo toliko dobro z njimi delati, da res ful dobro, no. In vabva, zdaj vse, ki še niste si ogledali videospot od Natalije, da si ga greste, midva sva si prej tudi zavrtela malo za nazaj, oziroma pač na YouTubeu. Kako pa je sodelovati s Kevinom? Kakšne imaš pa ti kaj izkušnje z njim? Tu bom rekla, ful dober, drugače, pač ful mi je všeč, ker sem imela možnost sodelovati tudi z nekom drugim in sem videla, kako to druge poteka, ful dober, tako kot je tudi prej že Samantha rekla, pač, ne vem, tak zelo, tak zelo srčen človek, ker res se ozira na mlade ljudi, tako pač ful dobro, res sem ful vesela za to izkušnjo in za to sodelovanje in v bistvu sem počaščena, tako bom rekla, ful dobro, res. In čestitke, da si izdala pesem pod Menard Records Slovenija. Bravo. Hvala. Super. Dej povej, rekla si, da si se zaposlila v vrtcu in da še nekaj študiraš zraven. Kako ti greš študij? Zelo je izpitno. Imaš izpitno? Tako, jaz sem letos prvo leto na faksu in je malo tako drugače, kot v srednji šoli, to lahko rečem. Je pa tako, delam izredni študij, torej pač v bistvu sploh nimamo nekega izpitnega obdobja, pa ne, ampak imamo skozi pomali izpite, tako da imam čez cel leto občutek, da je izpitno obdobje. Ampak zdajle junij bo zelo zanimiv. Ampak sem se že odločila, da bom pač res to jaz zdajle vse zrihtala, da imam pol mir, da imam pol počitnice in da si zaslužim, da si prvoščim zaslužim dopust. Držimo pesti, imaš ti to. Sploh to, ker veva, koliko si odločna in po mojem boš to iz rokava stresla to znanje. Drugač pa, kot veš, imamo zdaj za izpitnim obdobjem tako malo razvedrila od slovenske note pripravljenega in sicer jutro ob 12 razglasimo imena finalistov in finalistk. 11. junija se nam obeta premiera pesmi. Kaj bi pa ti sporočila vsem finalistom in finalistkam letošnje glasbene pravljice, kakor piše na slovenski spletni strani? Jaz bi rekla samo to, da pač morajo verjeti skozi v svoje sanje. Tudi če mogoče se jim bo nastop po nesrečo, tudi meni se je že velikrat, pa sem še vedno gurala naprej. Pač da naj verjamejo vase, ker pač kdo bo, če ne bojo sami verjeli vase in tudi če ne bojo zmagali, tudi če bojo zadnji, mislim, nekdo bo zadnji, nekdo mora biti zadnji, ampak že to, da so prišli v finale, že to je wow, bravo, pač res. In samo to sledi svojim sanjem, pa čeprav je to zlajnana fraza, pač mislim, da je to vse, kar rabiš, vse, kar dejansko rabiš na tvoji poti ustvarjanja, petja in tako naprej. V redu. Natalija, za tebe imamo tudi pripravljenih par kratkih vprašanj in sicer, kako bi pa ti opisala svoje korona leto? Drugačno. Kateri koncert si pa zamudila lansko leto zaradi korone? Jaz sem si ful želela iti na Nino Puštar. Res ful, ker sem jo pač zdaj v zadnjem letu
sem jo še ful bolj vzljubila in sem res sam čakala, da lahko grem in pač nisem mogla iti. In sem zdaj rekla, da takoj, ko bom imela, da grem in me prav malo briga in ja, tako da ni nopušla. Te bomo v prvi vrsti lahko videli. Ja. Kje pa si Kaj? Kako? Slišali tudi, ko bom toliko navijala pa pela zraven. Kje pa si ti kavico prvošla zdaj, mesec nazaj? To sem imela prej, da sem prav razmišljala, ker sem poslušala že prej vprašanja. Ja, v bistvu tako, s puncami smo šli v Koper, ker smo rekli, gremo na kavico, ampak je bilo toliko ljudi, da nismo šli po kavico, res ne. Pa v bistvu enkrat, čez par dni kasneje, sva šli s prijateljico na sladoled, no, v Kamniku. Aha, Kamnik je bil torej tisti. Ja. Natalija, pa še za na konec bi tudi tebe prosila, če te bova uspela mogoče tudi tebe prepričati, če bi lahko zapela kakšen delček najnovejšega komada, lahko je izdan, lahko je neizdan, po izbiri. Ja, bom kar zapela, minil je čas, en delček. Tako da ja, tisti, ki pa še niste poslušali, pa kar pol veselo nedelo, a ne? YouTube. Ja, YouTube, ja. Ja, zdaj mi tako dela spremljavo ta veter. Ok, ja. Zdaj ni mi žal, prebujam se iz kot utrip srca, minil je čas za oba. To je kar malo znižala, ne? Hvala ti, Natalija, za ta krasen zaključek tega live-a. Pozdravčke na Gorenjsko. A sva prav prej rekla, na Gorenjsko, ne? Ja, v srednje slovenska Gorenjska, kakor vzameš. Okay. Hvala ti, da si se nama pridružila in želiva ti tudi te uspešno izpitno obdobje, pa lepo poletje, pa se gledamo na Slovenski noti, prav? Ja, hvala za povabilo. Jaz sem res vesela, pa da sem vaju videla, pa tako, se pa zagotovo vidimo septembra. 100%, da se vidimo, tako da ja, ko mi čakam. Se veseliva. Fajn bodi, hvala ti. Čau, čau. Tako. To je bilo vse, ne? To je bilo vse, lepo je bilo slišati vse. Ja, prej sva dobila tudi par vprašanj, kje je Larisa Leva. Žal je Larisa mogla zadnjo minutko odpovedati zaradi objektivnih razlogov današnji obisk, ampak je podala naslednjo izjavo za letošnje finalistke in finaliste in sicer vsem letošnjim finalistkam in finalistom bi želela, da se imajo ob petju res dobro, da zraven uživajo, se zabavajo ob tem, kar počnejo in da to, kar jih veseli, res delajo s srcem, zmaga ni pomembna. Pomembno je pa to, da se imate fajn in zraven noro, 2 oja uživate. Tako da to je Larisa vam sporočila in vsi današnji gosti in gostje, tako da današnji live se zdaj zaključuje, kaj ne? Ja. In vas vabiva jutri. Jutri ob 12. Gledate nove finaliste za letošnjo sezono Slovenske note. Tako. Res bo, jaz komaj čakam. Epic, kot rečemo v angleščini. Hvala, da ste bili z nami in se gledamo jutri ob 12. na socialnih omrežjih Slovenske note. Pozdravčke iz Sevnice! Čau! Čau!